Ja, kar nekaj pozdravov že danes po vsem tem še v mojem imenu, ampak predvsem smo pa veseli, seveda, da smo lahko danes tukaj v Kamniku, občini, iz katere prihaja naša bodoča paralimpika Živa Lavrinc, da jo boste še malo bolje spoznali. V paralokostrelstvu bo namreč med 28. avgustom in 8. septembrom nastopila na paralimpijskih igrah v Parizu. No, ker smo pa živa na šoli, ki ste jo tudi sama obiskovala, za začetek, kakšni so občutki ob povratku, sem opazila kakšno solzo, a ne? Definitivno solze so bile tukaj. Sem se vrnila že večkrat v šolo, pa nikoli ni bilo tako. Danes, ko sem zagledala malo Pružno ponjavo, ko sem zagledala to plezalno steno, ko sem se spomnila vseh trenutkov, ko sem jih tukaj preživela, ko sem jih res rada preživela. Je bilo kar čustveno. Pa mogoče, torej, če prav sklepam, ste radi hodili v šolo, kakšen razen vseh športnih, najljubši predmet, kakšna vragolija, ki ste si jo iz teh dni zapomnili, slišali smo tudi že o ljubezni do ponjave. Ja, sigurno, ta dvorana je bila moj najljubši predmet, se pravi športna vzgoja in vse povezano s to. Poleg športa je bila pa geografija tista, ki me je res imela. Čeprav smo se mogli naučiti vsa glavna mesta, pa vse države na pamet. No, greš ti zdaj do Papija. Papi, danke schön. Je bila predvsem geografija tista, ki me je navdušila, tako da tudi po tem potovanju po svetu so sledila iz tega, da se bomo pač malo pogledali, kaj smo se vse naučili, še v živo, kako je. Vragolija pa recimo, vem, da Tamara Vračic, zdaj prosim ušesa pokrit, ampak najraje smo se z blazinami podili, te velike, ki smo jih mogli kam pospraviti, in potem si čez celo telovadnico z njo zatekel in se potem na njo vrgel, da si se še tistih 5 metrov pa poslajal. Tako je bilo res lepo. Ni jim bilo pa to najbolj všeč profesorjem, ne, zato ker ne vem, veliko glasu je bilo ob tem, zelo glasno je to povzročalo, ker blazina na tla padla, pa potem še miljenje, ampak ne je bilo pa fajn. Pa sicer, kaj bi rekla, koliko je pomembna izobrazba na splošno v življenju, ali je življenje na splošno boljši učitelj, kar samo od sebe? Odvisno, kaj iz česa vzamemo. Zdaj, če vzamemo izobrazbo, sigurno mi je veliko pripomogla k vsem tem mojim nadaljnjim potem, ko sem jih šla. Vsekakor je pa tudi življenje samo tisto, ki ga moramo razumeti, pa se moramo iz njega naučiti, kaj nam v bistvu želi sporočati. Zdaj, če se nam neke dogodki ponavljajo 1000 in enkrat, ja, če se ne bomo iz tistih 1000 in enkrat nekaj naučili ven, pa nekaj mi spremenili, se sigurno bo še 1000 drugič tudi ponovili. Mislim, da je bil Einstein tisti, ki je rekel, da je nor tisti, ki dela enake stvari, pa pričakuje drugačen rezultat. Ja, mogoče v športu za trening to ne velja, ne. Pa sicer, kakšna je bila Živa kot otrok, o čem je sanjala, kakšne imate spomine na otroštvo? Jaz se spomnim zelo dobro, da sem hotela biti astronavt, ko sem bila majhna. Pa so pa rekli, ti si punca iz Slovenije, Kamenka, to sigurno ne bo šlo skozi. Pač ni punc astronavtkin, vsekakor pa ne iz take majhne dežele, kot je Slovenija. Vsekakor bi danes je drugače odreagirala z mojim znanjem in tudi Slovenije, če bi bila kjera rada astronavtka, je kamot. Drugače sem se pa jaz potem odločila, da bom pa učiteljica športne vzgoje. In to so tudi... Tako da sem šla potem na DIV zaključila prvo stopnjo, kjer smo imeli pa potem v zadnjem delu prve stopnje tudi prakso. In ko sem jaz pa šla na šolo delati kot učitelj športne vzgoje, sem ugotovila, da to nekako ni čist zame, ker je čist preveč glasno in veliko dela za to, odvisno kakšna generacija je recimo tudi, ne. Ampak na tisti šoli, kjer sem bila jaz, otroci res niso bili za športno vzgojo zainteresirani, tako da je bilo to več stresa, kot kakršnekoli zabave in sem rekla, ok, raj kaj drugega.
Prej ste že omenila geografijo, potovanja, kje sicer sedaj živite, kje ste si ustvarili dom, kako pogosto prihajate sploh nazaj v Slovenijo? V Slovenijo se vračamo kar pogosto. Tako, skoraj več smo v Sloveniji, kot kje drugje, če se malo hecam. Živimo drugače v Švici, kjer sem se najdla s svojim partnerjem in imamo zdaj tudi malčka. Smo pa veliko na tekmovanjih, se pravi po svetu. Predtem sem pa živela v Avstraliji 3 leta, v Nemčiji 1 leto. Tako malo tako. Jaz se imam bolj za svetovljana, kakor pa za državljana neke države. In kako to, da ste pristali v Švici, pa mogoče zdaj, ko imamo primerjavo, kako je tam ali pa kje drugje, kjer ste že živeli, poskrbljeno za invalide v primerjavi s Slovenijo? Težko dobro primerjam Slovenijo, ker v Sloveniji nikoli nisem imela izkušnje biti na invalidskem vozičku oziroma imeti česarkoli v povezavi s Sočo. Jaz sem v Sočo hodila otroke plavati učiti, recimo. Kar se tiče Švice, lahko komentiram, da je res zelo fajn poskrbljeno za nas, ker imamo na vseh področjih podporo, predvsem športno zadevo. Oni zelo vključujejo, ker verjamejo, da šport zelo pomaga ljudem, da se nekako hranijo v svojem tistem balončku veselja, da mu nekaj lahko omogočijo. Kar se pa tiče preskrbljenosti drugod po svetu, pa tudi ne vem, zato ker dokler nisem bila sama na invalidskem vozičku, jaz nikoli nisem bila pozorna na to, kako so neke stopničke, kje so kakšne klančine, kje je kaj tacga. Tudi recimo zdaj, ko sem šele takrat, ko sem na vozičku, se začnem zavedati, kako v bistvu 15 cm stopnica lahko predstavlja neko oviro. Recimo, postala sem pozorna na to, kako je pripeljala klančina do pločnika, potem na pločniku ne pa kaj invalid skočeta, kako. Tako da so take malenkosti, ki jih prej z mojimi starimi očmi nikakor nisem opazila, ker jaz sem šla pač povsod, tudi tam, kaj ne bi smela. Lansko leto smo videli, je bilo za vas res posebno, postali ste mama, izpolnili normo za paralimpijske igre, najbrž vse skupaj kar velika sprememba v življenju. Bilo je kar pestro leto. Sama, ki sem ga živela, sicer ga nisem kot takega doživljala, ker je bilo vse tako nekako mirno potekalo. Ni bilo nekih takih sprememb po življenju. Seveda, trebuh se ti veča, potem je kar otrok. Kar se tega tiče, sprememba seveda je bila, ampak s tako podporo, kakor je papi, kakor ga zdaj vidite, ki se tam v kotu igrate. Se vse da, če se hoče. Absolutno. Kaj pa paralokostrelstvo? Kako ste pristali pri tem športu? Zanimiva zgodba, zaradi korone. Bilo je organizirano svetovni pokal nekje na Kitajskem, mislim, da v Šanghaju, pa niso mogli speljati, zaradi tega, ker je bila pač Kitajska v tistem času zaprta. Jaz sem takrat živela v Švici, v Lozani, in je potem Lozana, se pravi World Archery Center, rekel, bom pa jaz prevzel to nalogo, bomo mi organizirali. Iz danes na jutro so iskali prostovoljce, ki bi pomagali, prišli so na našo šolo, ki sem jo takrat obiskovala, in so rekli, kdo bi bil pač prostovoljc. Sem jaz rekla, pa seveda ne, pa še par sošolcev. Sošolce so hitro vedeli, kam jih dati, mene, ki sem pa na vozičku, pa ne čist dobro. Tako da pač kot na vozičku, na strelišču človek nima kaj dosti pomagati, če temu tako rečemo. Tisti, ki hodijo puščice pobirati, to je sigurno ne moram biti. Tako, ker veste ali pa ne veste, se to dogaja zunaj, ponavadi na kakšnem nogometnem igrišču, se pravi, če dežuje ali pa kakorkoli je tista trava spolzka, na vozičku po spolzki travi, veva, kako je zabavno. Tako da so rekli, če v kuhno te tudi ne moramo poslati pomagati, zato ker tam si tudi balkanev na poto, kakor po kakšno pomoč, boš pa ti na našem infotočki. In na infotočki me je pa potem spoznal takratni direktor centra, Juan Carlos Holgada, drugače tudi dobitnik olimpijske medalje 92 v Barceloni. In je rekel, ti pa take močne roke, a ti kaj streljati prišla? Ja, takrat so bile še močne. A ti kaj streljati z nami prišla? To sem rekla, pa bi ne. Tako se je ta moja športna pot začela. No, sicer pa tekmujete tudi v parabobu. Kako je videti ta šport za športnike invalide? Kako je
bob recimo prilagojen? Ja, žabe res ni težko vodo poslati, ali kako rečijo. Ker sem bila v rehabilitacijskem centru, pa sem dobila ponudbo, da prijem bob voziti, sem rekla takoj seveda, z veseljem. Bob je prilagojen tako, drugače je vse enako kot navaden pri puncah monobob. Mislim, da se celo fantje tudi začnejo voziti monobob. Je pa razlika samo ta, kako bremza na koncu. Se pravi, tisti, ki med nami vozičkarji na parabobu se hecamo, da še ne para, oni bremzajo z nogami, se pravi znotraj boba. Mi, ko prijemo na vrhu proge, zabremzamo z roko, je taka ročna bremza. Razlika je še v tem, kako se začne, se pravi, še ne para tečejo, pa potem skočijo v bob. Mi, ki smo pa že para, pa sedimo v bobu in nas potem pomagajo spraviti na stezo, tako da nas tiste dva Latvijca, latvijski pomočniki so povsod zraven, spravijo na progo, potem nas preklopijo na ta katapult in tisti katapult nas potem vse z enako hitrostjo izstreli na progo. Če sem prav razumela, pa ste trenirali oziroma se ukvarjali tudi s tenisom. Ja, mislim, zdaj, koliko sem trenirala, je eno. Jaz sem tenis igrala pred nesrečo. In ko sem jaz v rehabilitacijskem centru slišala, kako se žogca tok, iz ene strani na drugo, sem rekla, kaj pa je to dol skozi celo poletje. Sem to poslušala iz svoje sobe ven in sem videla, da igrajo tenis. Ja, to pa poskusila, se ne more biti tako težko. Priznam, da je tenis na vozičku zelo drugačen od tenisa, ki ni na vozičku. Tako da nekako nisem blestela, sem pa spoznala ljubezen svojega življenja, tako da je pa tudi to za nekaj dobro. Zdaj poleg ljubezni svojega življenja, za koga bi pa rekli, da je najbolj zaznamoval še vašo športno pot oziroma katere so bile tiste najpomembnejše osebe na tej poti? Ja, ne vem. Lahko začnem tam z učiteljico Tamaro Bračič. Okay. Ko je začela z malo prožno ponjavo, pa ko smo preskakovali en drugega. Če danes pomislim, na kakšen način smo jih potem si 5 postavili en za drugim, pa da je rekla, ja, 5 se boš. Pa je bilo, ne? Tako da ne vem, upeti se treba. To drugače pa Mitja Petkovšek, ne vem, če se ga spomnite, naš gimnastičar. Jaz sem takrat gimnastiko trenirala in je vsake toliko časa prišel tudi v gib Šiška. On je bil zelo tak inspiracija zame, kako se v bistvu vse da, če se hoče. Prej smo slišali predsednika Paralimpijskega komiteja omeniti, da ste bili prva Slovenka, ki je izpolnila kvoto za nastop na Paralimpijskih igrah. In razen paraodbojkarske reprezentance, čeprav vem, boste tudi edina ženska zaenkrat, ki nas bo zastopala. Kako težko je sploh se prebiti na Paralimpijske igre? Se mogoče navadni smrtniki ne zavedajo, da je pa res že do tega nastopa težko priti, kaj šele kaj več? Ja, mogoče nisem čista prava oseba, da se me to vpraša, ker jaz sama pri sebi je bila neka vizija v ozadju, da pač olimpijske igre, ko sem bila majhna, sem sanjala tiste otvoritve, to bom pa jaz enkrat del tega kot športnica. Ampak kot sam nastop, jaz sem tisti dan, ko sem si preborila kvoto, prišla čist neobremenjena. Noah je bil 7 tednov star, tako da jaz nisem nekaj pričakovala. K sreči pa tudi nisem vedela, koliko dvobojev moram zmagati, da pridem do paralimpijske vozovnice. Tako da jaz sem pač streljala. Pred mano na tistem dvoboju takrat je bila tista Japonka, ona je že imela kvoto iz tistih mešanih ekip, pa sem rekla, pa ona jo že ima, njo lahko premagam. Tako da, ko sem jo premagala, je bilo tak fajn občutek, kako je še en dvoboj manj, v tistem sem pa že zagledala